Evo. To. Evo. Prijatelji, ne, ker je več moških. Obrodile, pač, ker nimaš smajlija za rojevanje, so trte, vince nam, Sladko. ki nam poživlja žile, pač žilni pa kava poživlja, ne? Srce, razjasni in Oči. ja, oko. Kako pa si ti sploh dobil idejo, da bi napisal tako knjigo? Začel se je pred 2 letoma in pol, ko se za Prešernov rojstni dan, ki je kdaj? Mislim, da 3. decembra. Petka, bravo. Hvala. Nismo bili zmeden prej. Sem naredil povodnega moža na Facebooku. Potem je pa pred dobrim letom Ana Ugrinović, ki je meni v preteklosti urejala določene prevode, rekla, zdaj bi pa jaz kakšno knjigo s tabo naredila tako, da bi ti tudi kaj napisal. Kaj če bi mi naredili zdaj le eno? Ker toliko, ko sem gledal, si super, a? A naredimo recimo Slavo Vojvodine Kranjska od Valvazorja. Daj ta video Lahko, to je malo zapleteno. To je malo zapleteno. Veliko Nogavičko. Pujsa Pepa. Pujsa Pepa bi bila dobra, to je dobro. Pujsa Pepa bi pa z Google Maps zemljevidi iskala največje blatne luže. Ona bi si naredila prav aplikacijo za blatne luže. In ka upiši, ona bi naredila, pa bi pa, ja, mama Pujsa bi naredila to aplikacijo in pa bi Pujsa Pepa sam pogleda, tam so najboljše blatne luže in bi stekli. Ne, meni je pa všeč ta ideja, Pika Nogavička, kaj bi lahko pri Piki Nogavički naredila? On bi se pogovarjal, Pika Nogavička, Tomaž, Anica pa gospod Ficko. Gospod Ficko bi lahko začel hoditi v šolo, ampak človeško. Človeško šolo, gospod Ficko, to je v redu. Pretelovati bi dobil kakšno dobro oceno. Siguren. Pikina glava, super. Koliko konja tudi kad narišem. Ja, seveda. Pa imaš pa zraven, ne, pa tako boš pa naredila pol slike teh stvari, ki jih on lahko uporablja namest roga. Roga, ja. Namest roga. Ne špičasto, zato ker so se iztrgale. V redu. Oma pa tako prste. Super. To so te zračne nogavice, ne, zračni štumfi. Super, jaz vam bom dal slovenski klasiki, čeprav Pika Nogavička ni slovenski, ne, je švedski. Pa kaj? Evo, dobila takole štempilko pristnosti. Imate pa tukaj še broške, to je gozdni mož. Kdo se boji črnega moža? Kdo sta pa te dva možakarja? Ne, to ne vem, mislim, da je ta pižama. Tole je Cankar. Mene zanima, zakaj tebe sploh kličejo pižama. Dolga zgodba. Ko sem bil majhen, ko ne pol tok star, ko vedve, sem se zgubil na enem sejmu in sem iskal starše. In sem naletel tam na eno prijazno gospo, ki je rekla, da je fantak, jokaš te bom peljala do informacij, pa bojo po ozvočenju poklicali tvoje starše. Ampak glej, ti pa naredim še eno uslugo. Veš, jaz se ukvarjam z numerologijo. Povej mi, kaj bi rad postal, ko boš velik in ti bom jaz izračunala, kakšen vzdevek si moraš dati. Sem si rekel, okej, ko bom velik, bi rad imel brado, pa rad bi bil gost v filipcologih. In je rekla... Ja, takrat tega še ni bilo. Sta me ujele.